Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaša vprašanja, kjer mnogi izmed vas zanima, kaj se pravzaprav dogaja z Mercedesom dvojni V13. Objava tega prispevka je bila planirana v teh dneh. A ker je prišlo kar nekaj podobnih vprašanj, sem se odločil, da je treba čim prej odgovoriti na to peročo temo. In zanimivo je, kako mi, navdušenci, se v bistvu sprašujemo ista oziroma podobna vprašanja. In ko sem prebiral razne vire ter iskal možne odgovore, sem naletel na nekaj izjemno zanimivega. Namreč mnogi analitiki, mnogi strokovnjaki so podali svoje mnenje, ampak argumentacija za tem mnenji ni bila tista, ki bi vsaj mene osebno prepričala, ampak znano je, da sem sam izjemno tečen in seveda izjemno zahteven. Najprej si bomo ogledali, kaj pravijo drugi, v bistvu, kje je vzrok težav Mercedesa dvojni V13. Poglavitno lahko vidimo, da obstajata dve različni teoriji. V prvi se govori o zračnem uporu šasije dvojni V13. V drugi teoriji se govori o samem pogonskem sklopu Mercedes, ki naj bi imel določene težave, predvsem zaradi prehoda na novo gorivo, ki ima sedaj 10% etanola oziroma E10. A začnimo s prvo, s tisto, ki govori o zračnem uporu. In zračni upor, kot vam je dobro jasno, je poglavitnega pomena za doseg, na primer, visoke končne hitrosti. Če zopet vzamemo maketo, je jasno, da zračni upor je tisti, ki nekako potiska nazaj bolid, ko ta skuša iti zmeraj hitreje naprej. Se malce spomnimo tiste osnovne formule, je zračni upor enak eni polovici koeficienta upora, torej tiste vrednosti, ki jo nekako primerijo na obliko, ki jo ima samo telo, krat gostota same tekočine, v tem primeru zraka, seveda krat presek, torej površina in seveda kvadrat hitrosti. Tisti koeficient upora, vidite sedaj na ekranu, je različen za vsako obliko. Seveda, presek se da zračunati, hitrost v formuli 1 je približno enaka in seveda gostota zraka, ker se dirka odvija na istem kraju v istem času. Torej, posplošeno, če lahko pogledamo, kaj bi bil tisti faktor, ki pri Mercedesu dvojni V13 povzroča visok zračni upor. Če pogledamo sedaj to fotomontažo, ki mislim, da je zelo posrečena, bomo takoj videli, da tisti presek, tista čelna površina ne more biti glavni razlog. Namreč na prosto oko je vidno, da Mercedes dvojni V13 je, kar se tiče pogleda od spredaj, bistveno manjši od konkurence. Koeficient upora same oblike bolida dvojni V13, dvomim, da naredi to razliko, da bi na koncu dobili pač toliko višji zračni upor. Še posebej zaradi tega, ker formula sama po sebi pravi, da zračni upor raste s kvadratom hitrosti, torej hitreje kot se gre, večja bo sila in tu bistveno naraščala s kvadratom. A videli smo na veliki nagradi Saudske Arabije, da Mercedes vsaj na dirki ni bil med najpočasnejšimi. Govorimo o končni hitrosti.
Na 3 od 4 meritev je bil Lewis Hamilton primerljiv s tistim, kar je dosegel Max Verstappen. Govorimo o 2 do 3 km/h počasnejšo končno hitrostjo, kar je glede na formo enkraten rezultat. Torej, da bi bil tu posredi kak prevelik zračni upor, težko trditi. In zopet imamo drugo varianto, tisto, ki se dotika pogonskega sklopa in je sredno vezana na zračni upor. Kajti, če zračni upor nekako potiska bolid nazaj, je moč pogona tista, ki ga tiska naprej. Torej, če zračni upor ni dovolj velika sila v nasprotni smeri, je morda tista moč pogona ona, ki ne potisne bolida dovolj naprej. Tu je zopet eno in isto vprašanje, namreč odkot nekaterim vedenje, da pogonski sklop Mercedesa ni konkurenčen. Namreč mnogi bodo vzeli izjemno enostavno teorijo, da pač od 4 ekip, ki uporabljajo pogonski sklop Mercedes, so vse 4 tam na dnu. Kje piše, da je pogonski sklop oni skupni faktor, da so ekipe v težavah? Namreč vemo, da naprimer McLaren ima težave z zavorami in tudi z aerodinamiko. Pri Aston Martinu bi lahko prej dejali, da imajo težavo tako zračnim uporom kot tudi maso. O Mercedesu bomo govorili in Williams tudi v lanski sezoni na začetku ni briljiral, ker ima podoben koncept kot tovarniška ekipa Mercedesa. Da se bomo razumeli, moč pogonskega sklopa, ta bi morala biti uradno izražena v vatih oziroma kilovatih. Sam imamo morda malce zgrešeno prikazovanje, kajti moč samega motorja z notranjim izgorevanjem ponavadi izrazim v konjskih močeh, tisti električno hibridni del pa ponavadi opišem s kilovati. Ampak 1 kilovat je približno 1,34 konjske moči oziroma ena konjska moč je približno 3/4 kilovata, torej zadeva je preračunljiva. Ampak 1 watt je 1 joule na sekundo. Torej, ukolikor imamo enako maso, lahko predpostavljamo, da v samem doseganju končne hitrosti je potrebno imeti določeno količino kilovatov. In sedaj se moramo vrniti na začetek. Namreč, če smo ugotovili v prvem delu, da zračni upor ni vzrok za to, da bolid ni dosegel končne hitrosti, je verjetno druga razlaga ta, da pač nima dovolj kilovatov, kar se tiče samega pogona. Težava pri Mercedesu je ta, da bolid je dosegel visoko končno hitrost. In to izključi tudi faktor samega pogona. Namreč, če je dosegel bolid končno hitrost, pomeni, da ima pogon. Kljub temu, da so lahko težave pri samem gorivu. Ne rečem, ampak razlika ni tolikšna, kot nekateri pravijo. A sedaj ostaja odgovor na vprašanje, kje je težava Mercedesa 2V13. Tu bi vas rad spomnil na prispevek, ki je govoril o skakljanju. Tam smo na hitro opisali, zakaj gre, kakšne so možne rešitve. In te so v bistvu enostavne. Gre za nastavitve podvozja, kjer lahko vidimo delno rešitev v dvigu samega bolida od asfaltne površine in seveda izbiri tršega vzmetenja. A sedaj smo prišli verjetno do točke, kjer se marsikomu izmed vas zdijo zadeve že izjemno kompleksne. Namreč enostavno je povedati, Mercedes 2V13 ima preveč zračnega upora, ima težave s pogonskim sklopom, a zgleda, da je res težava nekje drugje in ta težava se skriva v samem dnu. Kolikor se spomnite drugega dela zimskih testiranj, tistih iz Bahreina, so v zadnjem dnevu pri tovarniški ekipi Mercedes
v bistvu z brusilko odstranili del ravnega dna. Zadeva, ki na prvi pogled ni rodila sadov, ampak izbrali so dovolj podatkov in bodo lahko prišli prav v bližnji prihodnosti. Bi razumeli, zakaj gre in zakaj sem omenjal same nastavitve, se moramo vrniti na veliko nagrado Savdske Arabije, ne toliko dni nazaj. Namreč izjemnega pomena je to, da Lewis Hamilton in George Russell sta imela zrcalni strategiji. Prvi je začel dirko na pnevmatiki medium ter po približno 16 krogih šel na hard, medtem ko drugi je začel dirko na hard pnevmatiki, ki je bila celo rabljena po grafiki, jo uporabljal za veliko večino dirke in samo v zadnjem delu bil na oni medium. Zanimivo je to, kolikor pogledamo iste rezultate okrog 30. in 31. kroga, bomo videli, da čas enega in drugega je tam okrog minute in 34 sekund. In vsakdo bo dejal, pa kaj. Saj z enakim bolidom se lahko pričakuje enak čas, kajti v istem krogu sta približno oba porabila enako količino goriva. Z eno majhno pripombo, pnevmatike Georgea Russella so bile mlajše za 15 krogov. V Jeddi 15 krogov je približno tretjina same dirke. In v takih pogojih lahko vidimo, da tu nekaj ni v redu. S 15 krogi razlike ali zaokroženo 30% celotne razdalje velike nagrade sta bila Lewis Hamilton in George Russell približno enako hitra. In preveril sem, nihče od njiju ni imel nasprotnika pred seboj, ki bi ga lahko oviral. In kar je še bolj zanimivo, bolj ko se je Lewis Hamilton približeval trenutku menjave, starejši je bil. Vemo, v zadnjem delu ni imel sreče z virtualnim varnostnim avtomobilom. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč v trenutku, ko je dobil na razpolago isto pnevmatiko medium, s katero bi moral biti hitrejši, v bistvu ni dosegel boljšega časa od tistega, ki ga je imel pred vstopom v bokse. Torej, ne samo za stopnjo mehkejša pnevmatika, tudi bistveno novejša mu ni pomagala, poleg praznega rezervoarja. Kar je še bolj zanimivo, kolikor primerjamo najhitrejši krog, bil George Russell s pnevmatiko hard, ki je imela več krogov, bistveno hitrejši od Lewisa Hamiltona s pnevmatiko medium in je nekaj kilogrami manj v rezervoarju. In to nam pove, da sam Mercedes nima težave z zračnim uporom ali pogonskim sklopom, temveč ima težavo samo pnevmatiko, kako jo uporablja. In to je lahko odraz tistega skakljanja, o katerem smo govorili malce prej. Namreč zaradi tega, da so preprečili ta pojav, so lahko nastavitve podvozja takšne, da pnevmatika kot taka ne deluje. In zanimivo je, da s tršo pnevmatiko so naredili recimo temu dokaj dostojne čase, bolj ko so se nekako obračali proti mehkejši, slabše je bilo. In rezultat tega so bile tudi kvalifikacije, če smo pravzaprav iskreni, ker Lewis Hamilton ni bil sposoben prebiti se v drugi del. Seveda, gre za moje videnje te težave in moje razumevanje delovanja bolida Formule 1, pa še zdaleč ni rečeno, da je ono pravo. Namreč sam sem doma na kavču, ne nahajam se v garažah in nimam inženirskega znanja, ki ga imajo mnogi ljudje, ki so prisotni v cirkusu. A na vprašanje mnogih, kako lahko Mercedes odpravi te težave, sam zmeraj trdim, da izjemno enostavno. Namreč potrebno je imeti rešitev za prvo težavo, torej skakljanje,
kar bo pomenilo, da na to lahko uporabljajo nastavitve, ki delujejo z določenim tipom pnevmatik. Torej, vidimo, da so zadeve povezane med seboj. V trenutku, ko bodo dobili novo dno in to se pričakuje za veliko nagrado Emilia Romagna v Imoli, bomo lahko videli, da kar naenkrat bo bolid postal hiter, kajti uporabljali bodo drugačne nastavitve, ki s tipologijo pnevmatik bodo pokazali bistveno boljše rezultate. Seveda, če bo šlo vse tako, kot sam predvidevam. Kot ste videli na samem začetku, govoriti o zračnem uporu brez neke osnove oziroma o pogonskem sklopu, ki nima dovolj moči, brez nekih opremljivih podatkov, menim, da ni primerno. Še posebej, ker hitri pogled na uradno stran FIE in tiste podatke, ki nam jih dajo, v bistvu take teorije takoj postavi na laž. Seveda pa v svetu ugibanj in teorij lahko vsak poda svoje mnenje. Upam, da sem vam s tem prikazom nekako odgovoril na tiste dvome, ki jih imate, kot imam sam. Za danes seveda bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.